Ampak jaz sem pač tudi potešena, ko se zaključi. Ne glede na to, ali se me nekdo dotika ali ne. Živijo, to sta Lucija in Sara in jaz sem Ana. Jaz sem jo spoznala na enem ženskem krogu, ki je prišla k meni. In smo se pogovarjali o peggingu. Ljudje nismo narejeni za monogamijo. Jaz bi z veseljem bila v odprti zvezi taki, da bi več ljudi bilo z mano, ne pa da bi teh več ljudi bilo z drugimi. Glede na to ekonomijo, ki se zdaj dogaja, pizda. Če ste štirje, pa že lahko najemnino plačate. Saj to je! Ok, hall, strap on hall. Tako da vsi tisti, ki sam poslušate, zdaj je Pejte gledat, ko bom pokazala. Ja. S temu sem ga. Pač se pravi, v bistvu je tu basically tako, kot da če bi jaz Luciji zdaj make-up naredila, polje pa poseksala v rit. Ej, Lucija, a lahko to ostane med nama? Ja, Sara, itak da. Zdaj bomo še to plagali. V glavnem, mi dve Saro bova zdaj začele spin-off podcast, ki se imenuje Spovednica. In to bo anonimen podcast. To ne bo tako tle v studiu, to bo čist ekstra epizode bodo. In tam boste lahko prišli vsi, ki imate kaj zanimivega povedati. Pač lahko, ali imaš kakšen ful zanimiv fetiš, ali bi rad govoril o tem, da imaš mehen penis, ali bi rad govoril o tem, kakšna je razlika med obrezanim in neobrezanim penisom. Zdaj sem se ful na penisa osredotočila, ampak pač you get the point. Če imaš kaj zanimivega za povedati, lahko je tudi, ne vem, imaš vaginizem, prid in se bomo o tem pogovarjali in pač se ne bi rad izpostavljal. Imaš dve vagini, recimo. Ja, ne? prid. Take stvari. Pač napiš nam na mail med nama. Okay. Sam nekaj. Mail je v A opisu. si predstavljaš dve vagini, dvakrat menstruo imeti? Ja, eni imajo tudi dve Fak. maternici. Ja. Tako da, če Grozno. imaš dve Noro. maternici, tudi dobrodošli. Mi bi radi kaj izvedeli takih Ja. zanimivih stvari. Pišeš nama lahko pa na mednama.cast@gmail.com ali pa skočiš na link v opisu, ki ga bom jaz se spomnila verjetno nalimati. In pol se tam prijaviš in me te pokličemo, ti napišemo in pol se slišimo. In me tudi ne bomo vedeli, kdo si, če ti nočeš, da vemo, kdo si. Ja. In lahko tudi glas ti lahko spremenimo, tako da boš pač res ostal popolnoma anonimen, ampak mi, da bi res rade spoznale fulenih različnih ljudi. Ana je pa pač bila tako legenda in je rekla, no, jaz ne rabim prijeti anonimno, jaz pridem na podcast in zdaj imamo tukaj. Tako da, če bi pač kdo rad ne anonimno delil kakšne stvari, tako kot jih bo danes Ana z nami, si zelo, zelo dobrodošel. V glavnem danes bomo govorili o peggingu, o otročkih, o odprtih zvezah, o tem, kako je delati v sex shopu, zaradi tega, ker spoiler, ona dela tudi v sex shopu. Tako da, če te vsebine v spolnosti ne zanimajo, ali pa si premlad za njih ne poslušati, te Tega epizode. podcasta. Ja, no, skoraj. To sem jaz malo spremenila. Ampak ja, v glavnem. Preden začnemo, Ana, povej nam, koliko si stara? Stara sem 25 let. Opa, 25 sem Si stara. imela glihka rojsten dan, si pa dobila. Januarja, ja. Aha, okay. Vse najboljše. Hvala. Jaz tudi včasih poznam, koliko sem stara. Ja. Jo, včeraj sem šla probavati, zdaj Obleke. poročne obleke kupujem in pol tako se pogovarjam s to lastnico in ona tako meni razlaga, pač kuča sem že ta salon, pa da se je poročila, pa ne vem kaj, in jaz tako, koliko pa si ti stara, ko je izgledala ful mlada. In ona tako, ja, tvoje leta krat 2, pa še malo prištej. Pa jaz tako, a ti sploh veš, koliko sem jaz stara? In ona tako, 25, pa jaz tako, aha, ok, dobro, nisi pol 60. Sem tako, ne, sem kar 30, ampak hvala. Tako da, ja, v Koliko glavnem. si pa ti stara? Da smem vprašati. Jaz imam rojsten dan v četrtek. Čez Ta 2 dni. četrtek? In star bom 29. Tako da vsi, ko to slišite, mi napišite vse najboljše. Pa še kaj, lepega. Ker takrat, ko boste to takrat. Ja, no, ampak si vsem. Naj pa bom to ti jaz kasneje napisala. napiše. Ja. Se boljše za polka že mim rojsten dan, kot kar prej. Tako da, To je res, to je res. V glavnem hočem, da mi čim več ljudi čestita. ja, pišite ji. Tle v komentarju od spodaj. Ok, ali si samska? Za enkrat še ja, ampak mogoče se bo to spremenilo kmalu. Okay. Razloži malo bolj podrobno. Ok, pač prejšnji mesec sem spoznala enega, ki se dost ujemava v večini stvari in pač se nekaj dogaja, ampak ni še tako specifično, da sva skupaj. Okay. Ampak ko pa bova skupaj, bova pa odprti zvezi. To sva se pa že pogovarjala. Okay. Ja. In kje so te specifične stvari, v katerih se ujemata? Kje so ti tako pomembne? V bistvu mi je zelo pomembno, da je mislim, da je pozoren,
da zna skomunicirati stvari, kar je logično, da pač mi je to pomembno. Všeč mi je tudi to, ker je malo bolj submisiven. Okay. Tako da lahko malo pač sem malo bolj nasilna ali nekaj. Dominantna. Ja, tako. Pa ne vem, tako, ne vem, se mi zdi, da je že dost zrel za nekatere pogovore pa tako naprej. Pa pač dejansko vidim neko prihodnost z njim. Pa Okay. pač prvič je, da pač ni 40 plus star. Okay. Koliko je star? Star je pa 21. Ja, se iz ene skrajnosti v drugo, ne. Ampak se, pač da vidiš, Lej, ne. ni 17, ni Ja, 17, to je važno. To je važno, če sploh zdaj je to zelo pomembno v teh časih. Ja, Ampak če bi pa on, recimo, zdaj si rekla, da boste v odprti zvezi, ne? Če bi pa on rekel, da njemu to ni, ti še vedno bi bila s človekom v zvezi, ali ti je to ful pomembno? v bistvu mi je to zelo pomembno. Ker pač jaz mislim, da v bistvu ljudje nismo narejeni za monogamijo. Mislim, pač zelo redko dejansko vidiš v svetu neko monogamijo, ker pač tudi če se grejo monogamijo, pač ponavadi vedno nekdo boj vara na tak ali drugačen način, pa tudi se mi zdi pač, ljudje smo narejeni za različne odnose in pač zakaj bi se v bistvu zaprl, da ne bi raziskoval različnih odnosov z različnimi ljudmi, a ne. Pač od vsakega posameznika se nekaj naučiš. Pa Tako si da- ti njemu rekla to ta prva? Da ti je Ja. to pomembno? Ja. Okej. Pač on o tem prej sploh nič ni vedel, kaj dost. Tudi v bistvu pač sem že iz prve pač povedala, da pač jaz se monogamije ne grem. In pač mi je v bistvu tudi to ful všeč, ko dejansko skomunicira, pač ima neka vprašanja v zvezi s tem, se pravi, ga zanima to, hoče pač nekaj se novega naučiti, pa tako. Okay. To mi je ful všeč. Lepo. Daj še to povej, kaj zate pomeni monogamija? Kako ti to prakticiraš, če si že v preteklosti, kakšne imaš izkušnje, kako si to njemu razložila? Mislim, zdaj do zdaj, vedno, ko sem bila v neki zvezi, nikoli še nisem bila v odprti zvezi, prva kot prva. In pač dejansko vedno sem se mogla po neki bremzati, pa ne vem, kaj še vse. Pač ne vem, jaz mislim, da imamo ljudje preveč ljubezni, samo da bi jo dali sam eni osebi. Ne vem, težko razložim. No. Ampak si pač dejansko ne predstavljam, da bi sam z eno osebo, ne vem, se poljubljala, se objemala, se imela rada. Sploh pač, če je nekje še druga oseba, s katero imam tudi ful kemije, a ne. Mislim, A si predstavljaš, da bi imela pač enega primarnega partnerja in Mhm. potem možnost biti z drugimi, eksperimentirati z drugimi, ampak se potem vrneš k temu enemu partnerju? Definitivno, ja. Aha. To je point. Pač, ja, se v bistvu v vseh teh odprtih zvezah, tudi pač to, kar sem bila pač v trojčku, je bilo tako, pač ona dva sta bila primarno skupaj, ne, jaz sem bila sam nek dodatek, a ne. Sem pa definitivno tudi odprta pač za trapal. Se pravi, da bi bili trije v enem odnosu skupaj. Pač, da ne bi bila sam jaz pač z dvema osebama, ampak da bi bile tudi tiste druge dve osebi pač skupaj. A zdaj, ko si bila v tem trojčku, to je bilo samo seksualno, ali ste bili tako v tudi emocionalnem odnosu? Smo bili tudi v emocionalnem odnosu. Saj zaradi tega v bistvu tudi zdaj čutim, da v bistvu bi si želela spet nekaj tasga. Ampak pač seveda na drugačen način, a ne. Ker pač to, mislim, pač nikoli nočem, recimo, da bi bila jaz zdaj s tem, ki se pač dobivava, I guess. Pa da bi pač se še nekdo pridružil, pa da bi bilo tako enostransko, a ne. Pač jaz hočem, da pač smo vsi trije enakovredni v odnosu. Tam se ti zdi, da niste bili Tam enakovredni? pač sta bila one dva nad mano skozi. Ker pač sta bila itak že 9 let skupaj, logično, Aha. a ne. Ja, to se zdi meni en večjih tako problemov, če sta dva skupaj, pa se jim en pridruž. Ja. Imam občutek, da je ful težko v resnici priti na isto raven, kot sta ona dva. Tudi če si rečeš, se bomo vsi enakovredni, ne?
Ja, ampak je pač tudi odvisno od tega, v bistvu, kako greš v to, a ne. Ker pač že na začetku sem čutila nek odpor, pač iz njene strani, a ne. In se mi zdi, da pač bi jaz to na drugačen način naredila, no. Okay. Tako da. A se ti zdi, kot da je bila ona tista, ki je pristala v ta odnos, ne to, da si ga je želela? Ja, Okay. imam tak občutek v bistvu. Po moje je pač mislila, da pač zaradi tega, ker je bil pač njen partner oziroma pač ta tretji, ful bolj zainteresiran, da pač če bo rekla ne, da ga bo mogoče izgubila ali pa kaj takega. Koliko časa je pa pol vse skupaj trajalo to? 3 mesece. Kako ste se pa spoznali sploh? V bistvu je delala v isti stavbi kot jaz. In v bistvu so mi dve začeli s ščikci pa tako naprej. Pa v bistvu sva se začeli pogovarjati, one dva imata itak odprto zvezo, nisem odprti zakon, sta poročena. In pač mi je pa govorila, ne vem, kakšne stvari, ne vem, pač to, da ga ona pega, recimo, in pač sem bila ful zainteresirana, pa je bilo pa enkrat, je nekaj govorila o tem, da si ful želi, da bi imel še on kakšno, pa tako, pa se mi pa začela mižikati. Pa smo se pa pač dobili na pici, pa tako. Pa je bilo kaj awkward. Ne, ful je bilo dober, Okej. ful je bilo dober vibe. Pač takrat je bilo v bistvu še vse, ne glede na vse, je bilo prvič, da sem se dejansko počutila varno na nek način. Ampak ja, pač poj se to z meseci se je pač malo, pa se pa pač ni izpletel tako, kot bi se mogel. Ampak sej pač zdaj ugotavljam, da hvala Bogu. Ja, pa Ker- vsaj veš malo več stvari, ne? Tako, zdaj pač vem, kaj v bistvu je tisto, kar si na nek način želim, kar rabim, a ne. Meni se Zveze. bi zdelo idealno, da bi tako bili recimo 3 ljudje ali pa celo 4. Ker tako iz praktičnega vidika, ne samo tako ljubezenskega, ampak ne vem, predstavljaj si, ti greš v službo, oni 3 so sami doma, ostali tvoji, kaj skuhano imaš, pa spravljeno imaš, oni se zabavajo, sploh jim ni dolg čas. Ti prideš pol doma na zabavo, le, oni so že tam, tebe čakajo, pač tako perfektno, se mi Ja, zdi, ne pa vem. še glede na to ekonomijo, ki se zdaj Ja. dogaja, pizda. Če ste 4, pa že lahko najemnino plačate. Saj to je! No, odvisno, kje si. Ja, res. Ja. Odvisno, kakšna je plača. Ja. Ok. Gremo zdaj na icebreaker. Čeprav smo zdaj že kar malo zaplavali, ampak gremo na icebreaker. Malo se bomo strukture držali. Ali bi raje vsak dan pegala, tudi takrat, ko se ti ne da, ali pa, da bi mogla vsakič, ko seksaš, seksati v trojčku. Tako da tudi, če nimaš zdaj 2 ljudi za seksati, če bi te seksati, prej bi mogla 2 človeka najti. Se pravi, vsakič, ko seksam, da bi mogla v trojčku. Po moje bi raje vsak dan pegala. Ja, Ja, bi se ti dalo vsak dan to zdaj. komot. Ja? Ja. Imaš že natrenirane te mišice? Ja. Mislim, ja, se trenirajo. Ok, Ja, cool. ja. Se trenira, to se pravi, to zdaj tako redno prakticiraš in ti je to ono, you got this. Mislim, dosti redno prakticiram peganje, ampak pač tudi hodim v fitness, a ne. Delaš hip traste. Ja. Fer, meni se je zdaj tudi vedno najtežji del pri peggingu ali pa kakršnem koli podobnem premikanju. Ja. Da pač tu naprej pa nazaj, to se zdi meni tako težko. Ja, ampak ful je odvisno, v kateri poziciji si. Meni je najboljši dogi. Ker pač se nekam primaš, a ne? Pa v bistvu sam. Ok, ja, pa lahko rajš on Pa naprej res pa lahko nazaj, ko pa nabijaš. ti. Ja, tako pa Vidiš, še od on gre dolgih pa nazaj. še nisem pegala, jaz nisem To tako je ful the advanced. best. No, daj boš kaj povedala. Kar Kako si začela sploh s tem? Kdaj? A prvič, ko si probala, je partner predlagal, a si ti predlagala? A vem, da si tudi omenila, da si bila včasih ful bolj submisivna, posebej pa en dogodek, neko nesrečo. Bi nam lahko malo o tem povedala tudi, da si potem ugotovila, da mogoče pa bi tudi ti bila rada kdaj dominantna in zdaj si bila tako. Ja, v bistvu
Čakaj, zdaj sem izgubila linijo. Ok, začni na začetku. Bila si včasih ful bolj submisivna, si rekla. Tako, bila sem veliko bolj submisivna. V bistvu pač mi je pasalo to, pa v bistvu po drugi strani sem tudi mislila, da pač je moškim to. Sem mislila, da bom na tak način pač dobila neko ljubezen, varnost itd. Ja, pa se je pa lansko leto v bistvu, začetek leta, sem pa pač imela eno nesrečo in sem se napolno, strgala sem se tam spodaj in pač, ko sem šla k ginekologinji, je rekla, da zgleda, kot da sem lihka rodila, tako da ful fun. Ta epizoda je nastala v sodelovanju z Moonlom. Če ti gredo na živce tamponi, pa vložki, ampak bi še vedno rada med menstruacijo se počutila maksimalno udobno in varno, pa moraš probati Moonlom. To je menstrualni disk, ki je narejen iz medicinskega silikona in ga imaš lahko ustavljenega 12 ur, kar pomeni, da z njim lahko delaš čist absolutno vse. Tečeš, plavaš in tudi seksaš. In zaradi tega je tu za naju popolna, trajnostna, varna in učinkovita izbira za menstruacijo. Ko ga enkrat kupiš, imaš mir za par let. Tako da skoči na moon-lum.com in uporabi kodo med nama 10, da dobiš še malo popusta. Katero luknjo zdaj? Ja, vagino. Vagino si strgala. Ja, Kako pa to mu je mogoče? ja, Tako tam, pri presredku? ja, tako, tam. Zaradi fistinga ali tako? Ne, klasičen seks. Se kar zgodi. Ja, to se kar zgodi. Meni se je to redno dogajalo. Kaj? Dejansko se mi je redno to dogajalo. Da si se strgala. Ja. Ampak pač ponovadi je bilo en dan, sem malo čutila, pa je bilo pa kul. Lansko let je bilo pa pač dejansko tako, da pač spoj se mi je še zagnojil, ker sem se ful bolj strgala, kot ponovadi. In poj pač nisem hotela videti penisa. Ja, bi Pač rekla. nisem ga hotela videti. Ja, in poj sem v bistvu začela. Pač vzela sem si čas zase in dejansko začela ugotavljati, kaj meni sploh paše, pa kaj mi ne. Pač to se je v bistvu vse zgodilo samo zaradi tega, ker pač prehiter je bilo. A ne, pač prehiter je prišlo do penetracije in dejansko pač nisem bila sploh nič mokra in nič in valjda, da pač se bom strgala, logično. Te pa takrat ni bolelo v trenutku? Ja, za sekundo definitivno je, a ne. Sam pač poj sem pa itak šla in domov pa tako. Ja. In ja, poj sem pač v bistvu pegging, če povem po pravici, po moje sem vedno čutila nekako, da pač mi je to bi bilo kul, ker pač po eni strani sem si vedno hotela nekako podrediti drugo osebo. Tudi recimo, če si predstavljam, da bi bila s punco, pač sej sem bila tudi s punca, a ne, pač si vedno predstavljam sebe v bolj dominantni pač vlogi, tako. Poj sem pa v bistvu zaradi te kolegice, ki smo bili poj v trojčku, mi je pač ona govorila, a ne, o peggingu pa to, sem bila pa fuck, jaz bi tudi to provala, a ne, jaz bi tudi ful to, ampak do takrat še nisem nobene osebe spoznala, ki bi hotel karkoli tazga probati, a ne, ker tudi pač glede na to, da sem bila samimi starejšimi, a ne, oni so bili tak, ne, Rit, what the fuck, pač, a ne, pač. In ja, poj sem pa, ko smo bili pa pač v trojčku, a ne, je pa pač on rad pegan pa to. In v bistvu sem njega prvič pegala. So ti dali navodila? Ja, ali hočeš Ne. sem vprašati? Ne, zaradi tega, ker v bistvu sem toliko padla v to igro, ker smo imeli pač dejansko roleplay skoraj da ne, da sem toliko Kakšen padla roleplay? noter. To moraš malo elaborirati. Pri tem roleplayu se mi zdi, da je to tak mistika okrog tega, ok, roleplay, ampak kako to dejansko pač zgleda v praksi? Ja, v redu, mi smo imeli roleplay, recimo, da je on majhna punčka Ok. in pač jaz ati. In je bilo z velikim kurcem. In je bilo, pač to je bilo najboljš na Je svetu. čakaj bila pa ona? Ona je pa gledala. Okay. A pa se to pa tudi vmes pogovarjaš? Pač tako imaš roleplay in dejansko Ja, govoriš, govoriš, imaš ja. scenarij? Mislim, scenarij. Pač, ne vem, jaz sem recimo govorila, ne vem, koliko imaš lepo ozko pizdico, pa tako, take fore, a ne uno, ja, zdaj pa to naredi, zdaj pa to, ampak tako, pač te,
lepe besede, dirty talk, kind of. In ja, pa sem pač njega prvič, se lahko pa pokažem, s katerim sem Ne, ga. ker zdaj pokaži, da si predstavljamo, zdaj si moramo vse predstavljati. Tako da vsi tisti, ki sam poslušate, zdaj Pejte gledat, ko bo pokazala. Ja. S temu, Okej. s temu sem ga. Čak, ampak ti si sabo dilde svoje prinesla? Ne, to je imel on že. Aha. Pač A ti jih je dal pa za domov za sabo? Ne, jaz sem nove kupila. Ampak tega si vedela, da te so dobri. Ja, tako. Pač res je bilo noro. Ta penis je skoraj velik za polovico tebe. Ja, Kaj ne? Ko Ja. si ga dala gor, je zgledalo, kot da imaš največji penis na A si svetu. predstavljaš? Ok, sam za une, ki pač res ne morete pogledati, ona ga ima zdaj tako v naročju in ji pride do zizik. Ja. Res je. Ok, res, da je ona tudi mehna. Okay. Penis je. Ampak I get the appeal, ne? Ful, Ja, ampak- bolj interesantno zgleda, če ima tako ena mehna, drobna ženska tako velik kur penis. Ja, Ja. love Sej it. to. Zdaj ga pa hitro skride na YouTube. kaj. Okay. Ja, in pa je v bistvu, pač smo vsi, v bistvu oba dva sva toliko uživala, pa je bilo v bistvu tej punci kar mal bed, zaradi tega, ker pač je mislila, da on bolj uživa z mano, zaradi tega, ker pač očitno znam bolj špegat. Ne vem, pač dejansko mi je pač naslednji dan napisala, da bi se rada naučila tako pegati kot jaz. A res? Pa prvič, a veš, prvič. Ja, To pa se pravi, kaj ti si pa je naravni tako talent. nekaj posebenega lahko na pegingu, da je drugač, da je boljš? Se pravi, ti znaš boljš premikati svoje boke naprej in nazaj. Ja, očitno pa pač bolj Večji konstantno nadzor. je, Aha, a veš. Pač velikrat se zgodi, po moje, se tudi pri moških, a ne. Skozi neki menjajo ritem, pa to je definitivno turn off, a ne. In pač, če zna ženska pegati konstantno, pa malo bolj močno, pa malo manj, pač, a veš, po moje, kul. Okay. Pa če hodiš v fitness, pa se No. natreniraš, ne? Imaš stamino. Pa veš kaj, po mojem, je ful velik, ti ful uživaš pri tem. Ful. Po mojem, Ja. ker to se toliko pozna, kakšen imaš ti odnos do tega in kot si ti razlagala takrat, da ti že sam s tem doživiš orgazem, da ti čutiš ti zdil, kot da je del tvojega telesa. To je tisto, kar naredi potem pač lahko dober pegging. Ker če Ja, ti nekaj na saj to. silo delaš, zaradi tega sam, da boš nekoga drugega zadovoljil, ne bo nikoli tako dobro, kot če nekdo dela zaradi tega, ker je njemu to gušt. Ne? Definitivno, vse je isto z vsako stvarjo. Pač, če čutiš, ne vem, da drugi osebi ni, pač se meni tudi dol pade. Tako. Mislim, sicer penis mi ne more, ker je skozi trta, ne, ampak ok. To Pač bi- ja. To bi še vprašala. Ko je ona rekla, da bi se rada, mislim, da si ti dobila občutek, da je pač njej malo bilo tako, da se je počutila kot ne vem, zapostavljeno, ne zapostavljeno, kot da on zdaj s tabo bolj uživa. A to ti je rekla direkt? Ali to si ti pač malo tako pol ugotovila prek posredno? Ja, mislim, malo sem posredno, zaradi tega, ker pač je poj tudi, pač one dva sta pač se poj nekaj pogovarjala, pa to, pa je pač on, mislim, oba dva so opazila, da se je malo umaknila, a ne. A takoj po seksu ali potem, ko ste se družili? Naslednji dan. Mhm. Naslednji dan, ja. Ampak ja, pa smo se vse lepo pogovorili. Pač jaz sem ji tako zatrdila, da pač ne bom vzela moškega, ker pač to ni moj point. Jaz hočem, da sem v 3, a ne. Pač pa je bilo itak vse kul. Mhm. Pač on pa tudi nikoli ne bi je pustil, ker pač res tako kul skup v bistvu. A Po ste še moje. zdaj tako kaj v odnosu, ste ostali prijatelji ali je zdaj bolj konc vsega? Mislim, ni tako, da bi se nekaj ful pogovarjali. Ona je tudi zamenjala službo, tako da ne delava več v isti stavbi, tako da se ne vidimo kaj dost, ampak tako, če bi se videli, bi se definitivno družili. Mhm. Ja. Ja. Ok, super. Ni pa tako, da bi se kaj sovražili ali pa kaj takega. A si potem tudi njo streponom kdaj, glede na to, da si rekla, da si tudi ženske? Ja? Ja, njo sem tudi enkrat. Ja, sam enkrat, dejansko. Smo pa enkrat šli vlakca. A res? Ja, zdaj sem jaz si sem, mogla pa tudi jaz sem zdaj boš njega vlakati. s treponom, on je pa njo.
It was In je imel prav amazing. trdga lahko med tem, ko si bila ti v njemu. Ja, neki na pol. Damn. Neki na pol, ja. To so pa kar skillsi, no pač. To Pa sej drugač, mislim, sej pač Ljudi gre. ljudem prihaja pač s treponom. Ne, ja, ampak tako, pač recimo on, meni se to zdi tako kar tehnično zahtevno, vlakac. Sploh Ja, pač on ima ja, zdaj ja. neki uriti in pol imaš pač to in pa moraš v bistvu še ob enem biti vsaj pol trd, da lahko še nekoga drugega penetriraš in potem moraš še ta gib uskladiti, zaradi tega, da pač vse poteka Pač nemoteno. v bistvu je sam važen, da pač tisti, ki je čisto zadnji, čim bolj nabija. Da se v bistvu ta Da sprednji unga tudi še premika. odbija, ne? Ja, da Se ti pravi, vse on, tri ki nabijaš. je ja. vmes, on samo je tam. Mislim, je tam. Čim bolj mehak. Basically, ja. V bistvu bi lahko bil, da ti porinaš naprej, ne razumeš? Ja. I got it. Ja, Okay. ja. Kaj sem si predstavljala, da se mora tudi tu vmes malo premikati, ampak to, kar si rekla, da ga samo nabiješ od zadaj. Vidiš, to jaz ne bi vedela, Ja. če ne povedala. Ja, ne, to ni bilo samoumevno. Ok, pa tu, kar si rekla glede trdega penisa, ne? Ma več ljudi, imaš kakšne izkušnje? Ma več ljudi trd penis med penetracijo ali mehak? Kakao pravijo, da ima večina ljudi mehak penis. Ja, zdaj se mi zdi, da je lihe ne pol polno. Okay. Pač odvisno tudi, koliko si sproščen, točno kjero točko nabijaš, pa tako naprej. Ampak ja, pač do zdaj recimo, da je bilo pol. Pa verjetno je tudi odvisno, od koliko si izkušen. Predvidevam, da nekdo, ki ima prvič uriti neki moški, zihar ne bo imel trd penis. Valjda, definitivno. Ja, sej tako je bilo tudi, Če pa- pač imam enega, ki ga redno pegam, I guess. Pač tako enkrat na 2 tedna mogoče. In pač prvič, ko sem ga, pač noč ni bilo. A ne, pač užival je, ampak ni imel trdga Ja. noč, a ne. Drugič mu je 2-krat prišlo. Ja, morajo se malo navaditi, ne? Ja, Na pač občutek sprostiti se verjetno. more, pač tudi na drugo osebo se more navaditi, a ne, logično. Sej pač ženskam tudi, tiste, ki imajo probleme s tem, da jim pride, pač tudi ne bo prvič verjetno prišlo. Ja. Komu Tudi jaz pride? imam. A mu pride, pač ima orgazem prostate, ali pride z izlivom, ali kakor kdaj? Kakor kdaj, Ja? kakor kdaj, ja, definitivno pač tudi izliv. Večinoma pač čemu pride do izliva, a ne. A pa samo s penetracijo, ali mu tudi stimuliraš penis? Brez stimulacije penisa. Ok, Ja. hudo. A, ti nikoli Oziroma ne pač- stimuliraš penisa zraven. Tu si zdaj tako rekla, kot da nikoli. Enkrat sem po moje zraven Aha, drkala. ok. Ja, drugače pa ne. Oziroma, a veš, itak je fora v tem, ka večinoma v doggy stylu pegam. In je pa je ful težko v bistvu nabijati, pa je še zraven, a ne. Sploh ti, ki si Tako tako da- mehna, sploh Ja, ne priješ sej okrog. to, Ja, sej ja, to. Pa pač tudi, pač to so veliki moški, a ne. Ja, ja, ja. Štekam. Okej. In če bi primerjala pegging pač moškega ali pa da ti s treponom penetriraš žensko, kaj ti je boljš, kakšna ti je razlika? Ženske več glasov dajo od sebe. Aha. Ja, pač pa bolj nežne so. V kakšnem To- smislu? Pač rajš imajo lepe besede, rajš imajo, ne vem, božanje pa tako naprej. Pa pogled v dogiju, ko vidiš ženski hrbet in pa boke, ki so široki. Oh, Ja. to mi je pač tako satisfying. To mi je hudo. Po drugi strani mi je pa ful bolj špegat moške, zaradi tega, ker v bistvu je ta. Pač bolj je prisotno to, da pač v bistvu se mi je moški podredil. Pa v bistvu, da mi moški toliko zaupa, da pač mi dovolj, da ga pegam. To je ful nice v bistvu. Ja. Ok, to je ta mentalni del. In ker smo Ja. zdaj glih pri mentalnem delu, nam moraš še razložiti, kako si sploh prvič doživela orgazem, kaj ti čutiš, kaj pegaš. Vse to. Kako nadziraš ta penis, ko ne veš, v katero smer gre, ki ni tvoj?
Ja, zdaj penis je itak fiksiran name, a ne? Ja. Pač približno, mislim, zaradi tega, ker vem, kaj moram premikati, da pač bo prišlo do te penetracije, a ne, je v bistvu po eni strani ful lahko zadet luknjo in pač tudi penis ni tako, da se bo premikal noter levo pa desno zaradi tega, ker pač je trd. Glede teh mentalnih zadev pa v bistvu sploh takrat, ko je kakšen roleplay prisoten med peganjem, sem v bistvu jaz toliko v glavi in ko vse to gledam, kaj se dogaja, pač jaz dejansko čutim, kada imam tam, ko je v bistvu je stimulacija, kada bi bil klitoris penis. Podaljšan. Ja. Pač dejansko fizično čutim stimulacijo. Ampak ne vem točno, kako to razložiti, zaradi tega, ker je vedno je še vedno malo drugače. Pač nekako ne pride do tega, če ni še nekega roleplaya zraven. Pač da se nekaj govori, da jaz vidim, da se pač druga oseba nekako toliko sprosti, da pač uživa in da mi zaupa 100% in tako naprej. Takrat pa pač, ko začutim to, mi pa pač lahko 3-krat pride. 3-krat zapored. Ja, Damn. ja, it's crazy. Pa je drugačen tu občutek, recimo stimulacija, ki praviš, da je tako, kot da bi imela podaljšan penis, pa navadna stimulacija klitorisa. Ja, Občutek. ja. Ker dejansko pač med peggingom ni stimulacija Ja, klitorisa. sej. A ne? Ker pač nič se ne dotika v bistvu. Pritisk mogoče edino malo. Ne, tudi to ne. Sploh pač ne pri nekaterih, ki jih imam. Pač streponih, ki v bistvu pri So temu... gor, ne? Ja, tukaj Lahko gor ga tudi so, a ne. pokažeš. Lahko. Ja, ja. Zdaj pač tukaj pri temu, a ne, je v bistvu... Čak, to zdaj. To pride tukaj gor, skoraj na popku, Ja, a ne. v bistvu, ne. In v bistvu ni nobene stimulacije, sploh. Pač ni sploh fizično možno, da bi jaz to čutila karkoli. Zaradi tega je pa še toliko bolj zanimiv, da dejansko pač čutim to. Ja, Ker ker po drugi strani- resnično lahko kurnika mu nogo odrežejo, tudi čutijo stopalo še Tako, zmeraj. Tako da tako. po moje je to neka ta fora. Ja, Sam takrat si mogoče še sem vedel, pa kakšno je stopalo. Ja, ne veš. sej, ne, ampak Ampak- zanimivo. Ampak si predstavljam, da pa čisto lahko čutiš, kot da imaš penis, najbrž. Mogoče sem pa v prejšnjem življenju bila Mogoče. moški. Ja. Evo. Pa sej dejansko naši možgani so toliko enih stvari sposobni narediti in toliko se uživeti v to, pa si predstavljati stimulacijo, sploh Ja. ni toliko out of the box. Po drugi Ja. strani, če pomisliš, to je tako malo farfetched, ampak če ste kdaj po noči se vam zazdelo, da vas kdo po nogi se dotakne. Pa bolj, ko ste razmišljali, da vas bo nek veterček popihal po nogi, bolj ste čutili, da vas nekaj piha po nogi. Se vam ni to nikoli zgodilo? Ja. Ne, Lucija. A. A ja, no, jaz pa bolj razmišljam, bolj čutim, da mi nekaj piha tam v nogo. In... Jaz, če bi to sam začela čutiti, bi jo dala hitro pod kotar in bi si nehala to predstavljati. Ja, jaz pa hočem se prepričati, da se si glupa, Sara, da je nekaj. Se pa jedem tudi pod kotar čez 5 minut, ker že doživim panični napad. Okay. Ja, nam boš pokazala te strepone? Pa potem še razloži, kako si jih izbrala, kako jih izbereš, kaj bi mogoče svetovala nekomu, ki ga kupuje, kakšne take stvari. Okay. Pa imaš kakšne različne za različne priložnosti? Ja, To me še zanima. mislim, da imam 4 različne, oziroma en je sam pas. Ok, hall, strep-on hall. Yeah. To je samo pas, v bistvu, ki imaš v bistvu 3 različne nastavke in lahko kjerkoli dildo daš noter. A imaš ke ti ima. to pol skozi pritrjene te nastavke? Da jih Ne, lahko ne, ne, menjaš? to sem včeraj dobila. Dober. Zato sem pač ga tako prinesla. In pač dejansko lahko kjerkoli, pač sicer so bolj mehni krogci. Ja, za tebe Recimo, so da res so mehni, tudi- ker smo videli, kaj uporabljaš. Ja. No, ampak ja, tega še nisem uporabljala. Okay. Pa imamo tega, ki sem ga prej malo pokazala.
ima pa v bistvu 2 različna krogca, 2 različne velikosti, pa poj dobiš 2 dildota zraven. En je malo večji, en je pa tako za tiste, ki so recimo drugič ali pa tretjič pegani. Je pa tudi ful sta lepe barve, pa ta je tako lepo zavit, mal Aha. in pač, Meni se zdi, ta malo dildo dosti velik za urit. ja, ampak kaj si predstavljaš, jaz sem že Ne, si ne 2 predstavljam. tipa urit s tem. Ampak si ti imela tu uriti? Ne. Ja, sej. Še eno vprašanje, to ni silikonsko, ne? Ne, to je, mislim, da je to pa je. A porabiš potem kondom čez za različnih partnerjih, ki ga samo umiješ? Ne uporabljam kondomov. Ja, ne vem zakaj. Ampak ja, definitivno pač umijem, s čistilom tudi valjda. Pa pač v bistvu imam skozi lepo za... V bistvu to mi je že ene par ljudi rekel, da sem čudna, ker jaz imam še vedno, karkoli imam doma, jaz imam vse v škatlah. Vse. Imaš polno hišo škatel? Ja, skoraj. Okay. Pač vse igračke imam v škatlah. Jo, ti ja. moraš dobiti nekoga, ki ti bo naredil tak predalnik za igračke, ki bo vsak predal svoje igračke, da ne boš rabila teh škatel pol več imeti. Čeprav ti už dala pol škatel, no tu predstavljam. Ja, jaz sem imela pač tam, ko sem prej živela, sem imela pač v nočni omarici vse te škatle. Pač jaz ne morem, ne vem zakaj, ampak nočem jih dati ven iz škatel. Okay. Pač ne vem, tako bolj varni so. No. Ja, se to je največ res. Če jih vržeš čez okno in boš da v škatli. Ja, kaj ne? Ja, pa imam pa tega, ki je v bistvu za začetnike, ki je tak lušten mečkan. Mislim mečkan, ok, ja. Pa še vibrira. A res? Ja, okej. Kako pa ti ta pride, se ti tako kaj urid za gozdi tale trak, ki gre tam, ne? Ne, je v udoben? bistvu, ja, čist kul mi je, ker v bistvu nikoli nisem čist naga. To je zanimivo. Jaz nikoli nisem čist naga, ko pegam. Dejansko vsaj spodnje hlače imam skozi gor. Okay. Okay. Ja, Pa ne drugače, vem zakaj. po mojem je to bolj comfortable, roko na srce. Ja, to, pa pač v bistvu tudi na nek način mi je všeč, da pač me oseba ne vidi čist nage. Ker to še vse mi da neko moč na nek način, ker pač je poj neki za kasneje, I guess. Sprav tako si rekel, da ga na vsake 14 dni, a te je sploh kdaj videl nago? On me je videl nago takrat, ko sem se preoblačila. Okay. Pač ponovad, ko pegam, se ponovad tudi, ne vem, kaj lepšega oblečem. Pač takega pegam je dejansko crossdresser, kar pomeni, da pač midva, ko se dobiva, se on preobleče v žensko, jaz mu naredim make-up, jaz se oblečem pač v tako kakšen catsuit črn, tak malo bolj latex kind of style. Okay. In ja, v bistvu, pač ja, takrat, ko se preoblačam, me vidi in to je to. Drugač pa ne. Pa ste videl prijatelja? Ja, Okay. ja, Čak, družite se dejansko, tudi izven tega? ja, dejansko ja. Mislim, do neke mere. Kaj greste na kavo skupaj, pa se pogovarjate tako o drugih stvarih, ki niso povezane s seksom? Ja, Okay. Pač Ja. se pravi, v bistvu je tu basically tako, kot da če bi jaz Luciji zdale make-up naredila, polje pa poseksala urit. ja. Ja. Okay. Can I watch? Okay. Sam bi jaz prej tebi naredila make-up, če že. Kaj? Prej bi jaz tebi naredila make-up. Sem mislila, prej bi jaz tebe fukala urit. Sem hotela reči, Lucija, jaz bi ti Škoda. pustila, sem zato, ker vem, da hočeš to. Čeprav me boli že zdaj. Ne, sej ta te ne bi bolel. Ja, jaz imam hemeroid po moje notranji in me skus neki boli, ne. Pa, a ni to nekaj, kao, da pač, če imaš Hemeroide? to, da je v bistvu peganje pomaga pri tem, ker jih porine nazaj noter. Ne, se To niso sem zdaj nekje še ven padali, slišala. nekje sem narobe z mojim anusom. Ja, ni narobe. Samo malo čudno, ne moram seksati analno, ker me pač boli. Se vsi drugače. Včasih imaš sem 3 preveč luknje, in se a mi ne? zdi, da se mi je nekaj raztrgalo. Ojoj. Od takrat me boli. Shit. Tako da ne vem. A tudi kakaka te boli? Včasih. Oh. Boga.
Je drugače Next. načeloma, če imaš hemoroide, ni priporočljivo seksati analno. Sicer jaz sem že kdaj slišala, da kdo pol priporoča. Sploh recimo, če ti je v redu občutek, če te recimo srbijo, pa te to glih fajn popraska, ali pa tako malo, da ti je pač boljš, ok, pač posluši svoje telo, ampak ni nobenih dokazov, da bi bila ta analna stimulacija kakorkoli beneficial za hemoroide. Tako da Pa po moje ful odvisno, veš. Po moje si ljudje predstavljajo, ko nekdo reče hemeroid tako iz filma. Tako vse. ko ven gleda Ne, vse. pač jaz sem tako po moje nekje, nič ni nikjer, nevidno je, samo vsakič, ko analno seksam, me začne naslednji dan neki boleti. Ja, to pa ni v redu. Tako da, pa se rajš vzdržim. Okay. A zdaj si pokazala vse te strepone, ki jih Ne, imaš? pa imam pa še enega, ki je pa v bistvu Ko? Je to? amazing. Pač, ok, pas, whatever. Pa imaš pa v bistvu strepon, ki v bistvu stimulira, se pravi, to je tukaj spodaj Ja. in vibrira cel, Mm. se pravi, stimulira tudi klitoris za žensko. In pač je pa edina slaba stvar tukaj je to, ker je pač tako fiksen in pa tako zavit, da dejansko ne moreš lih dogija imeti. Zaradi Aha. tega, ker ne pride po ta pravim kotom, dejansko pač. Ja, to je malo slabo, Čakaj, ampak kako pa pač. to stoji na tebi? Ampak si Pa možeš daš pas noge čez. skup? Kaj? Pas? Pas A je ja, tukaj. pas je. Ja, A pas je ja, tukaj, ja, ja. ja, ok, razumem. Dejansko se ful lepo prilega, Ok. pa še drniček imaš zraven. Ok. Top. Za lažjo pač. Da Tazga pa lažje še nisem funkcioniraš videla. vse. Ja, Ful jaz je tudi ne. nice. Hudo. Ful je nice. Pač jaz vedno, ko pride kdo v trgovino kupiti strepon, vedno predlagam ali tega, ali pa pač komplet teh. Največjega. Ja, mislim, ja, ok, tega. Ne, se je hudo, I love it. Nekaj imaš pa Pač pol še res. une različne, ki so pa še za notne. Strapless, strapon, ki pa so brez pasu. Ja, Ampak Sam meni se tudi fajn strep, pač je fajn, če pas zraven uporabiš, Ja. da ti drži na mestu. ja, kar. mislim, ok, jaz zdaj za tiste, ki so dvojni, vse te tudi pač imamo, pa to, pa vem, da obstajajo. Ampak se mi zdi, da nikoli ni tako narejen, da bi dejansko stal tako, kot more. Ja, mislim, da noben nima pa nič od tega. na Ja, ja. koncu. Jaz imam te doma, pa jih nisem dvakrat sem jih mogoče uporabila. Pa vedno gre tako po stran, ful je težko. Ja, Če imaš pa saj pas to. čez, moraš pa ugotavljati, kater pas bo pravilen, ne? Ali pa si luknjo v gatah narediti. Pač, Ja. tako, res je smatram. Ja, meni od njih, nov parts, ki imajo tiste gate njihove, se mi zdijo full fajne. Ker so tako full fiksne pridejo. Tako res moraš vzeti, ko mogoče eno številko manjšo, da te res dobro stisne in tiste se mi zdi, da bi dejansko držali na mestu. Ampak to je tako moja špekulacija, nisem nikoli probala. Ta mi je ful všeč. Od kjer znamke pa je ta? Imamo kaj, ne vem. Ne, Se imaš saj- škatlo saj- tam Ja, lahko ja, gledala. Oj, bog škatle. Lej, sem ti si res v škatlah prinesla. Se Ja, pravi, valjda. ti si rajši vzela ful veliko vrečo in ful velik škatel, ko pa dala te mehne igračke v eno mehno vrečko. Sem res. Dobe. Super. Full top. To je to, imaš Okej. vse pri roki. To je od. Čak. Da najdem zdaj. Dobro. Help me. Ne, vem. sej, veš, zakaj sem vprašala? Zato, ker me bo zihar kdo vprašal, če lahko to zdaj oni kupijo, pa da bomo tu jim dal, ne? V glavnem bom si zapomnila. Tur. Dobro zgleda. Pač ja, ta je res nice. Se pravi, ti Sam pač ne sme biti doggy style. mi za misionarca. Ja. Za misionarce je pa popoln, ko pač je direkt za gej oziroma prostato. Ja. Vedno, ko govorimo o pegingu ali pa analnem seksu, rečemo, da morajo najprej probati s prsti. Ampak ti nisi, ne? Ti vi niste noč s prsti ne delate. Ti si kar rekla, da si samo šla direkt. Ja, jaz sem šla direkt zaradi tega, ker pač je bil on že pripravljen na direkt. Aha, Ker okej, pač je makes on sense. že prej. Sem pa definitivno, pač, ne vem, s tem, ko se zdaj dobivam, a ne, ko ga pegam, v bistvu, mi dva imava tak sistem, da ko prideva k meni, mu najprej dam čepek, pa ima un čepek noter med tem, ko se rihtava, pa greva pa lepo. Začela sva s tem otamamu, vibracijskim, zdaj pa že tega uporabljava. Okay. Kar je kar nice.
Okay, in ti si glavna tam. Ja. Aha, okay. Ja. Meni je to tako fascinantno, ko rečeš, jaz imam enega, ki ga pegam. Ja. Veš, to je tako, kot da bi si rekla, jaz imam enega, ki imam inštrukcije matematike za njega. Pa zanimivo mi je, ker je kukar en arrangement v bistvu, kukar nek BDSM arrangement. Ja. Pač v bistvu je tako kot Friends with Benefits. Ja, Če tako fair. pogledaš. sem da mal, ja. Ja. Sem pač, da Sem da malo bolj smo ti lahko zanimiv. ukazuješ. Ok, zdaj ni tako, da bi mu nekaj ful okazvala. Aha. Pač bolj mu je kul to, da pač se lahko z žensko zrihta v žensko, pa da pač je on penetriran. Ni pa tako, da bi mu, ne vem, govorila, zdaj pa se tako obrn, zdaj pa tako, ali pa, ne vem, bod priden, pa ne vem, kaj še vse. A ne. Z njemu nimava tako teh roleplayov pa to. No, si že vse skupaj roleplay, če se Ja. preobleče. V bistvu, ja, v bistvu. Mu je to pač. V bistvu sva bolj enakovredna, kot bi si človek mislil. No. Ker recimo takrat, pač, če se dobiva sam tako, da se dobiva, a ne, pač je ful tako. Ne vem, pogovarjava se o službah, on mi pove, kaj je v svoji službi. Ne vem, tako, če je pač dela, ne vem, nekje. In pač, če je kaj tasga, me vpraša, če kaj želim, pa tako, a ne. V bistvu je dost, ja, dejansko friends with benefits. On meni pomaga, jaz njemu pomagam. Okay. Je ful dober. Zdaj tudi bolj razumem, zakaj si želiš odprto zvezo, če imaš nekoga, ki ga redno pegaš, a ne bi to mogla početi, če bi bila v neki monogamni zvezi z nekom, ki ne bi tega dopuščal. To se pravi, ta tvoj verjetno bodoči partner tudi ve za tega. Ja, Mhm. ja. In kako je reagiral, ko si mu povedala? A lahko gledam? Da je res. In bo lahko, je že? Ne še. A bo Ni lahko še. gledal? Ne vem, bomo videli. Moramo vprašati, če on ga. Hudo. Ja, lej, kako zanimivo življenje ti živiš. Ja, no. Ja, prej si rekla, da doživljaš orgazme med peganjem, ampak si ti želiš iz teh interakcij, ki jih imaš tako s temi ljudmi, ti še kaj drugega hočeš. Hočeš penetracijo, ti dajo oni kaj? V zameno? Ne. Mislim, jaz ne želim. Okay. Ne želim pač dejansko jaz biti penetrirana. Jaz pač, ja. Kaj pa kaj drugega, oralni seks ali pa tako ti si ne želiš, da se oni s tabo ukvarjajo v resnici? Jaz nočem, da se me sploh dotikajo. Se tudi ljubčkaš, ne? Ne, niti ne. Ne? Ne, Samo Mogoče na splošno tako. se ne maraš ljubčkati? Ali, ne rada se ljubčkam, Okay. ampak z določenimi osebami. Okay. Ja, pač ne vem, tako vaju bi zihar ljubčkala, če bi lahko. To je nekaj, kar bi jaz rekla. ja, ne veš. Ej, sej, jaz vedno, ko te gledam na internetu, mislim na kjerkoli, sem samo no, mi dve sva isti. Drugač pa ja, mislim tako, definitivno mi je pomembno, da pač je ta neka meja, ker pač še vedno, pač jaz s temi moškimi, pač sploh s temo, a ne, jaz si ne predstavljam, da bi pač bila v zvezi z njemu. Jaz nočem neke, pač dejansko, ja, saj se objemava, saj se crklava, a ne. Ni pa uno, da bi hotla, ne vem, se zaliza z njemu ali pa da bi hotla spati z njemu. Ni tega, ker pač je tukaj. Ampak pol si ti recimo vzburjena, ko greš z njim. Ja, Ja, ampak jaz sem pač tudi potešena, ko se zaključi. Ne glede na to, ali se me nekdo dotika ali ne. Jaz se sama sebe sploh ne rabim dotikati, da pač uživam. Pa pač meni ni point to, da pač meni pride. Meni je point to, da druga oseba uživa. Da dam drugi osebi ta užitek. Okay. Kaj če bi ti tal, recimo, ki ga pegaš, rekel jutr, zdaj pa ti prid, pa bom jaz tebe zmasiral, pa neki, pa ti pa nič ne boš ti glavna. Da bi se te hotel on dotikati, tako obratno. Zanima me, če me hoče zmasirati, kamot. Sam pač, mislim, to Aha, ne. okay. Zanimivo mi je tako. Mislim, tudi v bistvu mi je neprijetno bi mi bilo, če bi se me dotikal, zaradi tega, ker v bistvu cel point tega, da ga pegam, je to, da pač jaz njemu dam užitek. Pa pač, da jaz uživam v bistvu v tem, kar se dogaja.
Okay. To mi je čisto dovolj. Pa pač tudi, v bistvu, če bi imela enega zapegat, pa če bi hotel nekaj več, oziroma da bi pač, ne vem, hotel iti za vikend nekam z mano, ali pa da bi hotel prespati, ali pa da bi začela živeti skupaj, jaz bi sam rekla pač ne. Ker pač mi to ni point. Okej. Ja. Ja, jaz upam, da smo odgovorili na vsa vprašanja, ki ste jih gledalci mogoče imeli. Zdaj imamo še segment, kjer pametujemo. Tle sem najdla. To je zdaj že toliko časa, odkar sem jaz to našla, zaradi tega, ker vmes smo zaradi. Saro sva istočasno zbolele, fun fact. Takrat, ko bi mogli to snemati, je zjutraj meni Sara napisala, da ima vročino. Jaz sem pa že en dan prej mal fajtala, pa sem tako, ne, jaz bom zdržala, jaz ne bom še zbolela. In zjutraj, ko sem to videla, sem bila tako, grem nazaj spat. Si bila vesela, ne? Ja, in pa sem dan jaz tudi pač čist. Ampak po moje bi snemanje bi še zdržala in bi pol po snemanju umrla. Tako sem pa teden se res negovala in sem potem po moje tudi malo prej vse prišla. No, ampak bož, da je bilo tako, kot je bilo, da smo zdaj vse 100%. Ja. Jaz sem tudi pošla spat lepo in je propasala. Ja. No, evo. V glavnem, tako da zdaj se sploh ne spomnim, kakšna je zgodba in se veselim, da jo slišim, kaj bo Sara prebrala. Jaz bom se tle pripravila, ti pa lahko že. Kaj pa, če bi ti tvoj partner rekel, da nikoli noče, da ga pegaš? Da bi bila ti zaljubljena v enega moškega zdaj? Bi sprejela? Bi bila z njim? Težko. V bistvu res težko. Zaradi tega, ker pač, če bi imel, ne vem, neke probleme, da dejansko pač se ne bi. Bi imel hemeroide. Ja, da bi pa ne bi imel anusa. Da bi probal, pa da mu res 100% ne bi bilo všeč. Pač, bi probala, ne vem, da enkrat, dvakrat probam, a ne. Sam, če bi pa pač, sam zaradi tega, ker pač ne, to je rit, to je izhod, pa to bi pa definitivno. Ja. Pač sploh ne bi šla v zvezo s takim človekom, a ne. Ker itak to že malo prej dojamaš, ali je oseba toliko odprta za to ali ne, a ne. Pač mi je to toliko pomembno, da pač verjetno ne bi bila s tako osebo. Ja, to mi je ful všeč, da si tako kar zvesta temu, kar ti je všeč, pa temu, kar misliš. Ko se mi zdi, da že na začetku daš vedeti ljudem, kaj na stvari. Ja, jaz mislim, da je to edini način, da pač imaš neko v redu zvezo. Itak, ja, sem, veš kako, recimo, Ja. jaz se kar sama sebe prepričam, da mi je nekdo všeč včasih. Veš, kaj nisem? Ne vem, če veš zdaj, ampak Vem, Ha? jaz sem bila ista. Do pol leta nazaj. ženo sva vedno imela živahno spolno življenje, ki je pogosto vključevalo fantazijo o drugih ljudeh. Lansko poletje sva se odločila, da bova odprla najin zakon. Za priložnostna srečanja sva začela uporabljati aplikacije za zmenke. Sprva je to izboljšalo najino spolno življenje. Prvi zmenek moje žene je bil vznemirljiv in je celo okrepil najino povezanost. Tudi jaz sem imel nekaj prijetnih zmenkov, zgodbe sva si z užitkom delila. Vendar je njen drugi zmenek hitro postal resen. Zdaj je globoko zaljubljena vanj. Nenehno si pošiljata sporočila ali se kličeta, celo takrat, ko sva skupaj obiskala hotel, kjer sva se poročila. Trenutno z njim preživlja del najinih počitnic in biva v njegovi hiši, med najinim prihajajočim oddihom pa načrtuje vsakodnevne klice z njim. Zagotavlja mi, da me še vedno ljubi in želi ostati poročena, to pa primerja z ljubeznijo do 2 otrok. Toda jaz se počutim izrinjenega kot nekdo, ki si z njo deli hipoteko, medtem ko ona z njim uživa v zabavi. Ona je srečna, jaz pa čutim, da najin zakon trpi. Pravi, da je moje nesrečno počutje doma povzroča še večjo željo po času z njim. Ne želim, da bi ga zapustila in tudi sam je ne nameravam zapustiti, saj verjamem, da je ona moja oseba za vedno. Kako naj to rešim? Reši tako, da se naj še on eno najde. Meni se tudi to zdi tako najbolj obvious answer. Pač, Ja, ampak tu je oba dva sta hotela odprto zvezo. Ja. On je zdaj sam na slabšem zaradi tega, ker pač moški imajo ponovadi bolj probleme najdeti pač eno žensko, ki bi bila pripravljena na Ja. to, a ne? Ja, res je. Ali pa pač, da se začnejo vsi trije skupaj družiti. Mogoče pa pač lahko tudi skupaj vsi trije uživajo. To je tudi res. Pač, ne vem, jaz pač pri teh zgodbah sem vedno
Ponovadi so te zgodbe, kako je moški hotel odprto zvezo in pa je ženska končno, pa je ženska ni bila za to na začetku in pa je bila in pa je najdla drugega in pa je moški ljubosumen in pa pač, sam si naredil to. Pač, Ja, jaz mislim, da se sploh ne gre tle o njej pa o temu modelu, ta drugmu, ampak pač se gre o temu, ki se počuti zapostavljenega. ja. Nič nimam za reči, kako naj to reši, je vprašal. Daj, Lucija, pomagi nam rešiti zagato. Ja, ne, meni se zdi, To je začaran krog, dejansko. Pač, ker zdaj on je slabe volje zaradi tega, ker je ona z ta drugmu, ona je pa sta drugmu zaradi tega, ker je on skozi slabe volje. Jaz se point odprte zveze je itak tako malo, da se sam nase tudi bolj lahko koncentriraš, je resnica, Tako. ko pa bi se lahko recimo v monogamni zvezi, tako da moj nasvet je, da se mogoče malo samo sam nase skoncentriri. Tako. Nada? Pa No ja. sebe spoznavaj. najci hobije. Tako. Pač ne, da si doma v hiši in razmišljaš, Kako ona "Oh, zdaj tam z drugim? Ja, Ja. pač izkoristi, bo tako ful vesel. Ona gre zdaj z njemu, to se pravi, imam jaz čas za to, da delam stvari, ki pač bi jih jaz rada delal in njo ne zanimajo. Ne vem, mogoče ona noče v hribe hoditi in bi ti račel v hribe, da je poklič Freda, greva v hribe, pismo. Ne vem, zakaj moraš biti zdaj tok depresiven cel doma, pa pač, a nimaš svojega lajfa. Sej to je. Če ga Saj nimaš, to. si ga naredi. Pejdi na YouTube, napiš, kateri hobiji obstajajo in si izpiš tiste, ki so ti všeč. Mislim, na YouTube, lahko se tudi pogooglaš, lahko ChatGPT vprašaš in pogledaš, kaj ti rezonira in probaš te stvari. Lejte. To je najbolj tako. V Um, bistvu sploh ja, ne rabiš druge Spustili smo en osebe. pomemben del in sicer trenutno z njim preživ... Čakaj, ne. Nekam je šla na oddih, hotel, kjer sva se poročila. Lejte, če bi jaz odpeljala nekoga v hotel, kjer sva se poročila na počitnice, pa tudi če nisva monogamna, nočem, da dej se z mano ukvarja, ne pa z uno klica. Ja. Zdaj Pa vsaj tam v tistem hotelu, no, tu to mogoče. je zdaj vprašanje, koliko je dejansko ona z njemu komunicirala, pa koliko je Ali pa on on z se njo. čutil. Ja, lahko da je ona njemu dvakrat na dan napisala, ojla, zdaj so pa to, in je to vzelo vse skupaj 5 minut od celega dopusta, ampak je njega to toliko zmotil, da je o tem še pol ful razmišljal in ga je pol to toliko bolj zmotil in se mu je zdelo veliko hujš, kot je v resnici bilo. Tako da zdaj tukaj ne vemo, tukaj je zdaj njegovi občutki do te situacije, kakšna pa situacija dejansko bila, je pa drugo vprašanje. Če pa ona res zdaj ful časa porabila za to, da je pač se z njemu pisala, pa sta bila ne da tam, da večeri, ona se je pa zunaj dopisovala, to pa pač red flag. To bi bilo pa v katerem koli primeru red flag, če gremo metri na večerjo. Ja, Pa ni Ja. ono. tako da. Ok. Ja, mislim, je tudi odvisno od tega, koliko časa se že to dogaja. Ne? Zdaj, če je na začetku, čeprav jaz ne verjamem, če je že zaljubljena v unga, ta drugega. Ampak ja, na začetku itak vedno pride do nekega ljubosumja, pa to, ne. Pač to je normalno, ker pač ljudje smo že pač po principu smo ljubosumna bitja, ne, posesivna. Ampak zdaj, če čutiš neko varnost v zvezi, pa če veš, da pač druga oseba ne bo vzela, ampak bo v bistvu dodala vajnemu odnosu, pač se da veliko narediti v zvezi s tem. Ne? Jaz mislim, da bi bilo čist fajn, da pač se oni vsi trije dobijo, da se spoznajo, da se pač tudi one dva spoznata. Pač lahko so pa sam prijateljsko, pa se tako družijo, a ne. Po mojem, nekdo, ki je res čist zadovoljen s sabo, čist. Ja, kdo je pa to? Nobeden, ne. Ja, se je to, zdaj se je prekinila se je ta misel. Ja, hočem reči, da pa če si v redu, te ne zmoti tukaj, ne, nisi pa tukaj ljubosumen, zato ker pač ti ne počutiš, kot da te bo zdaj pa pustil, ker je ono našo, pa da je ona lepša, pa ne vem kaj vse, ne. Ja. Tako da mogoče lahko na tem delaš tudi, da si malo bolj, te imaš rad, recimo. Ja, Sem da si pametna, samozavesten. Glih zadnjič sem poslušala od enega terapeuta, ki je razlagal, da eden od načinov, kako lahko hitro vidiš, če bo par imel uspešno dolgotrajno zvezo, je, da jih vprašaš, a bi bila vidva v redu, če sta zdaj narazen. Če sta zdaj narazen, a bi pač lahko živela tako ok življenje. Kar pomeni, da imaš ti življenje izven partnerja, da imaš hobije, da imaš prijatelje, da ni cel tvoj življenje vezan samo na tega človeka. A ne? Da je pomembno, da tudi če si ti v zvezi, da ne pozabiš na sebe, na svoje
hobije na svojo družbo in da če si pač v tem nekem Bubble. odvisnem odnosu s tem partnerjem, je pač ful slabo kako vam in to gre v negativno življenju? vpliva. Kako vam to gre? Kako vam to gre v življenju? Ja, zajebanje. Mislim, si ti, ti bi lahko normalno, če greš zdaj na razen. Ja. Okay. Ampak sem prav razmišljala, mislim, grozno, Ja, itak. pa ne bi, pač ful bi mi bilo težko, Mhm. ampak pač vseeno vem, da Imaš toliko različnih stvari, da pač Ne bi se itak zapustila. Ja, pa zaradi tega, ker imam še vseeno, a veš, pa imam treninge, pa imam frendice, pa mi je zdaj zadnje čase, ne vem, nisem se videla tako z najboljšima kolegicama že ful časa, malo zaradi tega tudi, ker smo bili bolni vmes, pa kam imajo one neki, pa jaz, ampak pač še vseeno se res trudim ohranjati pač te odnose, ker vem, da je to ful pomembno, sploh v tem času, ko je tako hektično vse in ne vem, mi je grozen. Pač tako, ko pomislim, kako dolgo se nismo videli. Ampak recimo, vem, da če bi res šla mi to na razen, bi bila ona tam za mene in vem, da bi pač spustila stvari in bi mi pomagale in tako. Tako da, ja. To, in se mi zdi, no, da to je res ena taka stvar, ki pač recimo, ne, tle se mi zdi pri njemu, kakor da on nima ne ve, kaj bi počel, ko ona ni z njemu. Ja, pač to je ta anxious attachment stil, ne. Ja. Jaz sem isto pač tako. Jaz čist bila lahko taka. Mislim, lahko bi imela tak trenutek, če bi šel moj fant z neko drugo na zmenek in jaz bi lahko doma 3 ure bila tako. Komot. Da bi me vse skrbelo. Mhm. Pač, ne vem, anxious attachment. Ne vem, če poznate to. Ja. Jaz sem imela to, mislim, jaz sem vedno sem sam čakala, kdaj mi bo nekdo pisal, da pač recimo, če sem bila zmenjena z nekom, da se dobim, pač jaz nisem mogla nič narediti, preden nisem vedela, kdaj pride. Točno. Ja, ja. Pač, zdaj se je pa to, v zadnjem času se je pa to spremenilo. Pa ne vem točno, kaj se je spremenilo dejansko. Pač po moje sem se jaz spremenila. Ker zdaj pa dejansko pač vem, kaj imam za narediti. In pač, ok, če pride, cool. Če pa ne pride, pa tudi cool. Imam druge stvari za delati. Tako da ja, pač dejansko je to dosti normalno, po drugi strani pa se lahko spremenimo ljudje. To si lepo povedala, tako da super, gremo zdaj segway v intimni kotiček. En del intimnega kotička smo že imeli, ko si nam ti strepone predstavlja. Mogoče nadaljujemo v tem stilu, pa ti mislim, da imaš strepon za pokazati, tako da gremo na to. Ja, jaz imam en strepon, da ga boš ti ocenila zdaj od 1 do 10. Prav, jaz ti ga bom predstavljala, ti boš pa povedala, če je tu nek strepon, ki bi ga ti uporabljala. Okay? Preden začneš, ko bom drugače pozabila to povedati, Kaj? pač mi smo že posneli drugačeno epizodo o peggingu in če bi kdo rad tako malo bolj how to se tega lotiti, poglejte tisto epizodo, ker tle smo tako dosti bolj govorili o izkušnjah, da si malo predstavljate, da vam prodamo to idejo, če bi pa radi malo bolj tutorial. Tehnične navodila. Ja, pa gledajte uno epizodo o peggingu. Tako. Dajva nadaljuj. Tu je Rimba strepon. Kar je meni najbolj všeč pri tem streponu, je material tega dilda in Silikon. ja, je tekoč in dejstvo, da se pač tudi koč raufa in da je zelo stabilno, bolj kot drugi. Tako. Pač pomanjkljivost. No, si sama. Pomanjkljivost tega je pač standarden pas drugač, ne, gre med ritnicama, pa gor. Pomanjkljivost je, da ne moreš katerega-koli dilda dati gor pol. Ne, ni tako kot pri tistih pasovih, ki je prej Ana kazala, da lahko kar menjavaš. Tle moraš prav specifične dilde od njih kupiti za to. Ampak meni je tale kar dober drugač. Ni dober. Ful je trd. Ja? Ja. Mogoče je Trd. malo preveč trd. Pač okej. ni toliko pogljiv. Sploh ni Drugače pa, upogljiv, ne? ja, nič ni upogljiv v bistvu. To zna biti problem pri pač peggingu, zaradi tega, ker pač še vedno mora biti malo upogljiv, ker pač tudi luknja ni čist ravna.
Drugač pa material je full nice. Full nice. Pa tudi, ful mi je všeč, ko ima te Ja, ne? žile. Ja, dobro je narejen. To mora biti full stimulativno v bistvu. Pa pač res je nice v bistvu, kaj je fiksan. Ja, pa bi To dober nice. stal. Mm. Dober. Nice. No, tako. Imaš črnga, imaš tudi bež. A imaš vijolčenega? Ne. Ne? Ne vem, Se pravi če- bež pa črn. Mislim, da sta bež pa črn ta, ja. Vedno me preseneti ta firma, ko tako izgledajo te škatle ful. Veš pa že analni čepi so od njih tisti napihljivi. Vedno izgledajo tako te škatle čip, ampak pol pa so tako dobro narejeni. V glavnem, jaz priporočam tudi pas je silikonski, kar pomeni, da se tako, to bi bilo tebi všeč, da se enostavno čist, ne rabiš ga Ja. dati prt. Noč tu vse skup daš v pomivalca. Najprej greš seksat, pa daš dol in pomivalca in greš. Tako da, noč. Kul je, ampak je pa res velik. Imaš še druge, pač te manjše Čak, v kompletih. Ja, Daj ta je res pogledamo. ekstra, ne. Sem Oh, ta je debel, ne. Ja. Tudi ta je debel, kar Ampak ta ima tle ima ta, je že ta gre začetek je teži ful not. širok, ja. Ja, lepo glavco ima. Ja, Full nice. ta je kar advanced dildo. V paketu pa pač dobiš tu vse, ne glede na to, kakšno velikost kupaš, najdeš jih pod kompleti streponov na pitchpa.si, uporabiš lahko kodo med nama 10. Oh, yeah. Hell je. Jaz imam pa nekaj zanimivega. Zato, da malo razbijemo, da ne bo to preveč, kar neki. Glavno, jaz imam tale lubrikant za kusom, ki me je absolutno sezul. Okay. In zdaj, tisti, ki ne sledite toliko tem stvarem, ki se prodajajo v vseh šopih, ne veste, ampak obstaja ena znamka lubrikantov, ki se imenuje Joe. In oni imajo res kvalitetne lubrikante, poznaš? Ful imajo lubrikantov z okusom. Tako Ja? vse okuse pod soncem, ki si jih lahko Koktejli zamisliš. Ja. Ja. Sem to. Ja. A No. to je Joe. To je kao dup. Ne, dup. Okay. Okay. Pač cenejši, tako več kot pol cene. Joe lubrikanti Okej. so kar precej dragi. Okay. Tole je Sara rekla, da je ful cenejše. Mhm. Okus vrhunski. Vam bom dala za probat. Ja, Zaradi tega, ker jaz sem imela to zdaj na delavnicah. Jaz sem imela zdaj Valentinovo delavnico in pol še after Valentinovo delavnico za pare. In sem imela potem te Never Have I Ever isto, spet sem imela malo drugačne, kot jih imam ponovadi. In en izmed njih je bil, nikoli nisem probal lubrikanta z okusom. Zato, ker sem tako, verjetno jih bo veliko rekla, da ni. In pa bom bila jaz tako, tada, zdaj boste probali in boste pil. In so vsi že probali? Vsi so probali. In, ne, drugače, fuck, na eni so res tako, več kot pol jih je kar pil. In jaz tako, you guys, uničujete moje plane. Ampak pol na ta drugi delavnici pa ni bilo tako. Pač tu je ta Joe. Oh, okay. Ne poznaš? Ne. Aha, okay. No, Kar nadaljuj. evo, jaz vam bom dala tako, ne vem, na roko. Okay. Tako, evo. Drugač, Taste moj najljubši je test. po mojem neka karamela od Joe do Kaj pa zdaj. je? No, ta je Okej. karamela. Ja, se vem, kaj sem okej. namenila. Ok, a smo 3-4 zdaj. Ja. Dejansko je full dober. Pač dejansko ima po Dejansko karameli pa okus. karameli okus. A bi probal? Ti ga vržem. Malo kava skoraj, da ne? Ful je dober. Kiselkast malo. Nima tako tistega umetnega okusa. Pač tako mogoče Ja. čist pikico aftertaste. Dejansko je tako, kot da bi ga dal na sladoled in to Ja. je to. Če ste že Ful je kdaj nice. probali kakšne lubrikante z okusom, znajo biti včasih pač malo čudni. Kakšen Ne. je? Malo gabni. Snemalc to odobrava. Od 1 do 10. Koliko bi mu dal? 8. No, super, evo. Je pa res, da oni Joe so marketirani še za v koktejle mešati, ne? Ja. Sam ti se tako bolj marketinška fora. Ja. Pač v Ja, pa v resnici redu. imaš recept za ta prav koktejl in pač skvrtneš noter malo tega. Pač za to kavo. Ja. Ker imaš prav, imaš Vse tega tudi lahko daš kamrčeš. Ja, sej to je. tega bi dal lahko na sladoled. Pa Realno? Pa sej drugač, to sem slišala od sodelavke. Takrat, ko smo mi dobili te pač lubrikante z okusi v trgovinco, so menda tudi jih predstavili tako, da pač so jih na sladoledu dobili. A res? Ja, dejansko. Okay. Pač, Glavnem. ful je dober. No, malo znajo imeti čudne okuse, kdaj, ampak tale nima. Ja, Ta tako da ima moramo še res kakšnega dober. od te znamke probati, da vidimo, ali je to fluk, da je to ta dober ali kaj. Vse možne imajo. Vse možne. Lej, če so Po mojem mora ripa. biti jagoda ful dobra.
Je pa sploh glih jagoda pa češnja sta včasih malo čudni. Ja. A res? Ne, To so oni najbolj tamali, take. kaj so tisti tam, veš, oni okrogli tamale, take flaškice. Kaj je tako za nič, kaj še aloe vera okus. Ne spomnim se. Kakšna aloe vera? Kakšna ima sploh aloe vera okus? Vem, kjeri. Veš, Od- ja, ker so za nič. Ja, ne, meni pa niso bili toliko za Ne, nič. od No, ta Disney. dva sta mi bila, ampak aloe vera mi je bila pa ful dobra. Ja. Vidiš, kako se razlikuje? Ja, res, ja. True. Včasih se vprašam, zakaj imamo toliko veliko enih izdelkov, ki bi jih polovico vrgla dol iz trgovine, ker se mi zdi, da jih noben tukaj ne rab. Ampak se pa ful prodajajo. Ej, pač tako ful različnih stvari. Včasih ljudje kar iz nekje potegnejo eno stvar, ki sploh je v lifeu ne bi niti videla, niti kupila. Tako da. Ja. Zdaj smo te prekinili. V glavnem, to dobite na Pitchpopu s kodom med nama 10 in ja, ponovadi se pa uporabljajo tako za kakšen oralni seks. Ni to zdaj glih, da bi priporočala ful za neko penetracijo, tudi cenovno se ti bolj splača kupiti navadnega, ne z okusom. Mhm. V kakšnem primeru bi vi uporabljali lubrikant z okusom v praksi? Jaz? Ga ne bi v nobenem primeru, niti še nikoli ga nisem. Jaz drugače tudi ne. Jaz bi ga, če bi hotela tako malo neki noga, malo popestriti, tako ne vem. Rojsten dan imam, bi rada, da je tako penis z okusom karamele in bi dala gor to. In potem lepo fajn drsi, še pač malo ga imaš več po roki, pa lahko jajčka malo bolj zmasiraš, ker slino je to ful nefajan. Če imaš pa recimo lubrikant, pa še z okusom je, ti je dobro, veš, v ustih, pa lahko tam res dobro prežokaš jajčka, recimo malo, ali pa tako zdrsneš še malo nižji. Tako da bi bilo boljše imeti ta lubrikant z okusom, kot navaden lubrikant. V bistvu, če te je na kakršen koli način strah kakšnih čudnih okusov ali pa vonjav, pa si kupaš raj tega. V bistvu. Sam dobro, mogoče če je penis čudnega vonja in okusa, Ja, pa ne bo lih ta kombinacija fajna. Vem, ampak v kakšnem drugem, zakaj pa pol namenjen sploh? Ja, če lubrikant recimo z bi okusom? hotel, kot sem prej rekla, ne, da ko si še z rokam pomagaš, da ful fajn drsi, če imaš navaden lubrikant, ima veliko to gaban okus. In da boš zdaj ti dobil v usta, medtem ko boš pač to zraven delal, ti ne bo fajn. Če imaš pa lubrikant z okusom, ti bo pa super vse to, a veš, pač če hočeš res orang, Razumem, da drsi. Ja, razumem. Tako. Ok, zdaj smo ugotovili. Kasnina se bo posušila Ja. ful hiter. To je res. A ne, sej pač pluneš gor, pa se gre, ampak ok, po penisu bo še šlo, ampak če pa hočeš še pol kaj dol razmazati, pa Podcast podpira Skin. Si za varnost in udobje, ampak sovražaš kondome. Pol imaš dve izbiri. Riskiraš brez ali pa uporabljaš Skin. In midve zihar izbereva Skin. niso narejeni iz lateksa, ampak iz poliizoprena. To je material, ki je tanjši, bolj udoben, pa nima onega smrdečega vonja po lateksu. Top je za vse tiste, ki imate alergijo na lateks, ali pa samo za tiste, ki bi radi seksali bolj udobno. Pač zaradi tega, ker so tanjši, se tudi toplota lažje prevaja čez in je bolj realističen občutek. Tako da, ko greš enkrat na Skin, ne greš nikoli več nazaj na navadne kondome. Dobiš jih po vseh večjih trgovinah v Sloveniji ali pa na pitchpa.si. Redu. In zdaj smo pri Never Have I Ever. Ti to igro poznaš, tako da sploh ne bom razlagala pravil. Tisti, ki pa prvič gledate, pa lej, watch and learn, baby. Prvi. Nikoli nisem doživela orgazma med peggingom. Samo tako. Ne, jaz nisem. Samo z dildom ne. No, ampak, Brez da bi se dotikala, ne. ampak si pegala, pa si doživela orgazem ob tem. Ja. Na kakšen drug način. Ja. No, šteje. Okay. Ja. Tako da Ana in Sara sta dale prst dol. Nikoli nisem seksala z dvema moškima naenkrat. To nisem vedela. Kam pa? A jaz sem vedela, pozabila sem. Kako? Sem vedela. V katero smer? V katero smer? Ja. Ja, Vse? prosim? Vse smeri? Vse lukne? A ja, Kako ne. to sploh poteka? V bistvu ni bilo tako dvojne penetracije, Aha. ampak je bilo v bistvu vagina pa usta. Aha. Ja, Ok. Ja, v redu, hvala. ampak je bilo ful Mhm. nice. Ja, to se, Very zdaj se nice. spomnim, ker si rekla, da ti je bilo dobro, ker ste se oba s tabo ukvarjala. Ja. In da ti je bilo to boljš, kot ali dve ženske ali ženska moški. Kako že. Rekla si, da ti je bil pač trojček z dvema moškima najboljši, če se prav spomnim. Ja. 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 Ker je pač vsa pozornost na meni. Ja. Hihi. Ok, pa je, a veš, pri peggingu pač je pozornost na drugi osebi. Nikoli nisem delal v sekshopu. Tukaj smo dal pa vsi prst dol. Nikoli nisem doživela mentalnega orgazma. V Jaz sem- sanjah ja. smo ga že vse. Tako. Jaz sem ga tudi v sanjah. V resnici pa tako ne sama od sebe, kaj pa ti.
Da si Ja, že to, da predstavljaš je v s glavi. peggingom je mentalni, Ja. v resnici. Ja, Kind of. true. Ja. Ampak, a se ostane si pa tudi, ne? Ali? Ne vem. Okay. Jaz sem si probala enkrat ful močno Možno. predstavljati tako. Ja, da ja, bom zdaj to. mi bo prišlo in brez vsega. To in sem ja. pač sem imela tako zaprte oči in sem bila tako. Pač v redu, In brez... pol je ful časa trajalo, ampak ni mi uspelo. A ja. Ja, mogla bi verjetno res dolgo, ne? Kako, ne vem. Ja. Razmišljam. Mislim, ja, pri meni pač je mentalno, ampak ni tako, da pač brez česar koli. Pač mogoče sam malo stiskam, Ja, ja. a ne, ali pa noge skup, ali pa neki, da je saj neki. Mm. To. Okay. Ja. Nikoli nisem bila v odprti zvezi. Ja. 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 Da ti nisi, ne? Ne, prav v radnem relationshipu nisem bila. Kakšno mnenje imate pa vidve v odprti zvezi? Jaz vem, da za me ni, Okay. ampak sem pa ful poslušala o tej psihologiji tega, kako pač ljudje nismo po naravi monogamni, pač mi smo polkane. Jaz verjamem, da smo družbeno programirani, da nam je všeč monogamija, pa zdi se mi, da eni smo še vsem, ali pa smo bolj nagnjeni k temu, da želimo monogamijo si, pa zdaj ne vem, koliko je to zaradi, ne vem, primarne družine tudi v nas noter dano. Po mojem je ful velik od te socializacije primarne odvisno. Ker recimo, če bi ti odraščal v neki odprti družini, Ja, bi pa ti v bilo- Afriki, ki imajo 100 možno. ja, ali pa nekaj. in bi ti Ne, bilo to mislim, čisto normalno. Ja. Tako da jaz mislim, da mi nismo po naravi monogamni, ampak se pač tisti, ki smo se za to pač odločimo, ali pa smo pač tako bili vzgajani, da nam je to blizu. Ja, jaz drugače tudi mislim, da pač velika večina misli, da želi biti monogamnih, ampak po nekem času ugotovi, da pač mogoče niso. Pač meni osebno se tudi fino sliši ta monogamija, pač, da imaš enega do konca življenja in da pač je to. Ampak pač se mi zdi, da to ni lih najbolj možno. Zaradi tega, ker imamo toliko različnih odnosov z različnimi ljudmi in pač če si skozi eno in isto osebo, pač ok, sej je pač ta primarna oseba, a ne? Ampak se v bistvu prikrajšaš, da se naučiš še več o sebi in da rasteš kot človek, no. Ja, si lahko predstavljam to, sam meni iskreno. Jaz se tudi ne bi dal. Ja, sej To je tako naporno. To pač najdete, pač jaz še za moje najbližje prijatelje, ko mi najdem čas, in potem, da bi imela potem še partnerstvo še zraven, poleg Jana, pač ne vem, ne, pa tudi tako, ful mi je lepo, da pač si izbereš nekoga in kljub temu, da veš, da so še drugi, pa da bi se lahko še s komu drugemu ujel, da si rečeš pač ne, jaz bom te postal zvest, tako se mi zdi romantično. Ja, sej je. Pa tudi, a veš, ne vem, moja starša, ona sta skupaj pač že ful dolg časa in se imata še zmer ful rada in meni je to tako lepo videti in si pač tudi zase to želim. Tako da čist lahko spoštujem to, da so ljudje v odprtih zvezah, se mi zdi ful dober, se mi zdi pa tudi ful naporno in ne vem, pač ok, zdaj itak ne vem, kaj bo v prihodnosti, ampak trenutno lahko zase rečem, da mi je super tako, kaj je. Ful lepo. Ampak mi je pa ful dober tako poslušati, recimo pač ti, ki si razlagala, mi je ful fascinantno, mi je ful zanimivo in mi je ful dober in ti res pač želim, da ti to ful dobro uspeva, tako da ne vem, kaj pa ti, Sara? Meni se zdi, da lahko rasteš tudi v monogamni zvezi, ker recimo duhovnik ni v nobeni zvezi, pa isto še vseeno raste v življenju tako, ne, nasplošno. Ali pa pač nek drug kot duhovnik, dobro. Ne, Dej tu preslikam nekaj, kar ti je blizu, pač razumeš. Ne, kaj? sej je. Ja. Jaz drugače hodim k maši, A ja. Jaz imam pevski zbor čez. Čakaj, ti si torej Jezus ljubiteljica. A? Ja. A ja, no vidiš, pa razumeš, sej duhovniki rastejo tudi celo življenje, pa so v celibatu. Ja, ok.
pač ekstremen primer, ampak malo Ja, sej, ampak po moje je zelo majhen odstotek duhovnikov Ja, dejansko v celibatu. Ja, tu si pomislila. Ja, jaz sploh nisem o tem razmišljala. Ja, najbrž res je. Jaz mislim, da bi jaz malo prilagodila te odprte zveze sebi. Jaz bi z veseljem bila v odprti zvezi taki, da bi več ljudi bilo z mano, ne pa da bi teh več ljudi bilo z drugimi. Ampak tu zaradi tega, pač ne, sej v teoriji z veseljem bi hotla, da smo vsi z vsemi, ampak jaz zdaj to ne bi prenesla. Res ne. Ljubosumje, ne? Res, ker se ne moram s tem zdaj ukvarjati. Tako da, če ste pripravljeni biti vsi z mano, pa z enim drugim, sem jaz pripravljena. Če pa kakšne druge, pa ne. Ja, tako no. To bi mi bilo nekako fajno. Čudovito. Ja, to bi bilo po mojem vsakmu fajn. Ne? Sicer pa zakaj si ne bi mogel tako prilagoditi? Zagotovo obstaja nekdo, ki bi hotel tako. Jo, itak. Točno to. Ja. Okay. Ne. Evo. Ja, neč pište Sari, no, kandidati. Ne vem, no. Tako mi kaj lepega napišete, ja. Okay. Je ko veš, za nikoli ne rojstni veš dan. za rojstni dan, ja. Aj, nismo še konc, jaz sem pozabila, Še kako dva sem dala imamo. prstov dol. Mislim, da sem imela 3. Okay. Ja. Ja. Ok, nikoli nisem fantazirala o seksu s stranko v trgovini. S tom posto. Sara je dala prst dol? Tam, ko je prišel en noter, pa si rekla, ok, a tale zgleda pa kar dobro. V redu, to ja, ampak Ja, to no. ne pomeni, da sem fantazirala o seksu s to osebo. Ne, bom jaz kar obdržala gor. Ok. Dobro. Nikoli si nisem izmislila, kako se neka igračka uporablja, ker nisem vedela odgovora. Ana je dala prst dol. Ti moraš tudi Jaz sem tudi po mojem kdaj kaj izblefirala. Ja, jaz pa itak na robe obrnem vsako to drugo igračko. Veš, ja, veš, kaj so une hlačke? Ker sem mislila, Ja, da mi ja, pač ja. na polno neki meni ne ustreza na anatomijo ali kaj, ne? Ja. Mi Lucija povedala, da so okolobrne. Mislim, jaz sem drugače velikrat, je bila kakšna igračka, ki sem pač sklepala na podlagi Ja. vseh podobnih, sem lahko, pač nisem rekla, se mi zdi, sem lahko, ja, to se tako uporablja. Aha. Pa mislim, da se nisem nikoli zlagala dejansko, pač je kar bilo res. Tako da. Ampak ja, ok, čudovito. Čist nič planirano je Ana zgubila. Tako da greš v zapor zaporedne. Yes! Vi pa napišite v komentar, koliko ste imeli vi točk in če se ji boste pridružili. Tako da, če ste jih imeli vsaj 6 ali več, boste z Ano. A si že bila kdaj v Lisicah? Ja. Ok, pa ti, kako imaš mehna zapestja. O moj bog! Ne vem, če smo imeli že koga s toliko mehnimi zapestji v teh Lisicah. Really? No, saj Res. Jaz nisem nobenega še uklenila, da bi imel toliko oske zapestja. Wow. Se enkrat prvič. Ja. Prav še kdaj. Najlepša hvala, da si prišla. Ful mi je bilo dobro, ful si zanimivih stvari povedala. Pač jaz ne vem, napišite, če ste vi tudi tako uživali v tem pogovoru, kot sem jaz. Če bi rada še kaj spromovirala sebe, kje te najdejo, now is your chance. Zdaj, če sem vam zanimiva, ker pač valjda sem zanimiva, me lahko followate na Instagramu Ana Žibovec, pač bo nekje napisan, I guess. Bo. Pa imam tudi TikTok, drugač pa lahko me tudi pridete pogledati v trgovinco, delam v Kristalni palači. Seveda sem na voljo tudi, če imate še kakšna dodatna vprašanja glede packinga ali pa kaj takega. Kakšne ženske, če se hočete naučiti, z veseljem vam pomagam. Kako pa bi ti Tako to da ja. pomagala njim? Ja, da jih naučim kako. Okay. Workshop, a v živo, tako. Okej. Ja, ena na ena. The best. The best. Tako da ja, drugač pa pitchpop.si, a lahko to ostane med nama. Drugač, prej mi je povedala, da je zadnje pol leta njena želja, da pride na ta podcast. And here she is. Povej jim, Ja. kakšna je bila izkušnja. Jaz smo strašne, je bilo grozno, da se bo še kdo prijavil. Moramo še koga dobiti. Daj povej kaj. Dajte vsi sem gor, ker je pač full amazing. Full je dober vibe. Jaz sem vedela, da bo to dober vibe. In sem full vesela, da sem tukaj. Ja, hvala tebi, tudi mi sva veseli. In se vidimo naslednjič. Pa, pa. Adijo!